Moja ocena žal ne more biti preveč optimistična. Splošno klimo se mi zdi, da zelo dobro ponazarja naš nedavni praznik. Pred dnevi smo praznovali Dan državnosti in ne glede na dnevno politično klimo so dnevi okoli praznika tisti, ko so razlogi za praznovanje. Pogosto jemljemo dejstvo, da imamo svojo lastno državo preveč lahko, preveč enostavno. Prešli smo tudi v nov politični sistem. Drži pa, da ga v celoti še ne živimo. Sicer pa je za demokracijo povsem normalno, da prihaja do notranjih trenj, tudi do polarizacije. Vendar pa imam dostikrat občutek, da stranke leve kontinuitete nekako načrtno izzovejo predvsem teme ali pa probleme tam, kjer ga pravzaprav ni. Imam občutek, da to predvsem z namenom, da že ob jutranji kavi mrščimo čelo. Smo pa že od demosa naprej vajeni, da nam potikajo take drobne, obrobne stvari, s katerimi se moramo ukvarjati. To pa hočeš, nočeš, jemlje tudi energijo za državniške stvari. Glede na razmere in heterogenost vlade sem zadovoljna. Biti del vladne ekipe in pa prevzeti vodenje države v teh razmerah, v katere je bila pahnjena v zadnjih letih, je predvsem odraz skrbi in odgovornosti za Slovenijo in za naš narod. Gre za funkcije, ki so daleč od prestiža. Za vlado je velik projekt potrditve varčevalnih ukrepov. Seveda bi si vsi želeli, da to ne bi bilo potrebno. Kot velik plus pa štejem vladi, da je v tem sklopu in pa v želji po uravnoteženosti javnih financ prisluhnila tudi pozivom Nove Slovenije in pa civilnim pobudam, saj varčevalni ukrepi ne smejo bistveno poslabšati pogojev za slovenske družine, po katerih je že kruto udaril Svetlikov zakon, ki je bil sicer sprejet pod Pahorjevo vlado. Če kje, moramo biti posebej občutljivi za področje demografske politike in glede na izkušnje med prvo Janševo vlado ne dvomim, da bo tudi sedaj področje demografske politike ena izmed prioritet. Vsi se moramo zavedati, da bo do pravega varčevanja moralo šele priti in da je do njega še daleč. Ukrepi so prvi korak za streznitev, da je potrebno tudi v državi prilagoditi trošenje, vsakovrstno porabo glede na prihodke. Tako kot doma, kadar je kaj evrov več, si lahko privoščimo kakšen priboljšek, ko pa je denarja manj, pa moramo svojo porabo omejiti na najnujnejše reči. Če smo po osamosvojitvi spremenili politični sistem, pa vlečemo za seboj še vedno stare vzorce, zavajajoče vzorce, ki smo jih dobili v času socializma in ki jih nekateri, celo nekateri ekonomisti, se tega ne znajo rešiti. Premalo je po moji oceni zavedanja, da kar porabimo, bo potrebno nekoč plačati, nekdo bo moral to plačati in ta nekdo smo mi vsi, pa tudi naši zanamci. Že star pregovor pravi, da ni dober gospodar tisti, ki za seboj pusti dolgove in naj bo država vzor dobrega gospodarjenja, vse pa se začne pri denarju. Se bo kar treba strinjati z mnenji, da tega vmesnega stanja ne bo mogoče več dolgo vleči, ali bomo stvari morali urediti, ali pa bomo šli po poti Grčije. In pri tem se mi zdi predvsem skrajno grdo, da nekateri realna opozorila, ki so povsem na mestu, označujejo kot grožnje. Seveda bo pa vse dejansko odvisno od nas vseh. Če si bomo še naprej zatiskali oči pred realnostjo, potem bo šlo težje. S tem pa imamo v Sloveniji na splošno težave, pogosto se nočemo soočiti z realnostjo. Poleg tega pa je še ena specifičnost obdobje tranzicije,
ki so ga, tako sedaj vidimo, zaznamovali mnogi direktorji velikih podjetij, ki so imeli izredno dobro razpredeno mrežo že v prejšnjem sistemu, ni pa jim šlo za razvoj podjetja, šlo jim je predvsem za lastne privilegije, za lasten žep. In tako niso propadla samo mnoga velika podjetja, ob tem so povzročili propad tudi mnogih malih in pa srednje velikih podjetnikov. Do državnega denarja in pa do državnih bančnih posojil so prihajali tisti, ki so imeli svoje patrone. Seveda pa, če se hočemo okrepiti v našem gospodarstvu, je bistveno, da se postavijo jasna pravila za vse enaka, da dejansko so tudi inštitucije, ki preganjajo kriminal, zaščitnice tistih, ki se zakonov držijo, ne pa tistih, ki zakone izkoriščajo. Torej, predvsem je pomembno vzpostaviti enake pogoje, enake možnosti, neodvisno od tega, kako se pišeš, iz katerega političnega pola prihajaš. Politika se mora v gospodarstvo vmešavati čim manj. Politika je tista, ki mora vzpostavljati predvsem pogoje, da državljani in pa drugi, ki želijo vlagati kapital v Sloveniji, lahko uporabijo svoje ideje, svoje znanje, vlagajo tudi kapital, svojo ustvarjalnost. Skratka, pomembno je, da je pošteno delo nagrajeno. Tako, če bo Slovenija šla po tej poti, potem sem optimistka. To je osnova, če hočemo demokracijo, in te stvari preprosto ne gredo skupaj. Ne moreš biti hkrati za totalitarizem in za demokracijo, zato je odločitev odbora za proslave nekaj povsem normalnega. In polemike v zvezi s tem se mi zdijo povsem odveč. Zdi se, kot da bi nekateri, zaskrbljujoče je, da je med njimi tudi sam predsednik države Türk, pozabili, da smo ob osamosvojitvi spustili zastavo z rdečo zvezdo in obesili, dvignili novo zastavo s slovenskim grbom. Zdi se, kot da bi nekateri pozabili, da je pod simbolom rdeče zvezde brez sojenja po nedolžnem umrlo več kot 12.000 Slovencev. In zdi se, kot da bi pozabili, da je bil umik rdeče zvezde dogovor vseh Slovencev in Slovenk. In to smo zapisali, ta dogovor smo zapisali tudi v slovensko ustavo. Sploh pa ne morem razumeti politikov moje generacije, da jim te stvari niso jasne, ko zagovarjajo poveličevanje bolševističnih simbolov, zanikajo tako odločitve Slovenskega ustavnega sodišča, kot tudi mnoge odločitve ali pa resolucije na evropski ravni, od Sveta Evrope pa do Evropskega parlamenta. Sem pa bila navdušena pri proslavi nad kulturnim programom, ko so glasbeniki in amaterski plesalci folklornih skupin prikazali naravnost profesionalen program. Na simbolični ravni se mi zdi letošnja prireditev priznanje vsem tistim, ki vložijo mnogo truda in pa tudi prostih ur v ohranjanje slovenske kulture, slovenske identitete v mnogih društvih po slovenskih vaseh in mestih. Predvsem bi radi opozorili Ljubljančane, kaj se dejansko skriva pod navidezno uspešnim poslovanjem sedanjega župana. Vse preveč je nepoštenosti in pa tudi neracionalne porabe mestnega denarja, pa tudi drugega mestnega premoženja. In zato ne moremo biti tiho. Z vidika manipulacije z zemljišči opozarjamo, da je nespodobno, da se župan Janković izogiba vsakršni odgovornosti za spremembo namembnosti zemljišč na območju širšega območja Viča, pa tudi drugje. Popolnoma je namreč jasno, da so bili na tako imenovanem območju Sibirije vključeni tudi za zlorabo notranjih informacij obe Jankovićevi Elekti in Hypo Leasing. Potem predlagamo, da se podjetje LL Grosist vključi v Lekarno Ljubljana, saj sta njegovo ustanovitev že nekdanja ministra za finance Križanič in za zdravje Gantar označila kot nezakonito. Hkrati pa predlagamo tudi preklic soglasja za direktorovanje Jakliča.
Po našem mnenju župan Janković dosedanje investicije v športno dvorano in nogometni stadion ter tudi trgovski objekt Stožice ni izvedel skladno z aktom o javno-zasebnem partnerstvu. Predvsem pa je bila ta investicija peljana v odsotnosti nadzora mestnega sveta. Javno-zasebno partnerstvo z GREPom naj bi po nam dostopnih informacijah in dokumentih bilo v škodo Mestne občine Ljubljana predčasno prekinjeno, mestni občini pa je ostalo ob tem preveč bremen. Lastnina GREPa je zdaleč premajhna garancija za hipotekarne kredite za dokončanje športno-rekreacijskega centra, posebej pa še trgovskega centra, kot se načrtuje. Zato predlagamo, da se obnovi tudi nadzor strani nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana, strani Računskega sodišča, tudi strani Davčne uprave Republike Slovenije in pa, da se ob vsem tem ugotovi tudi oškodovanje javnih sredstev. Zato naš poziv k sklicu izredne seje mestnega sveta. Ljubljana je moje mesto, dosti bolj kot od kakega funkcionarja. Tu sem rojena, tu živim in veliko naporov vlagam tudi v njeno dobro. Ljubljano imam preprosto rada, seveda pa mi je po drugi strani hudo, ker jo vodi klika, ki jim je prestolnica samo sredstvo, lahko rečem, za doseganje svojih zasebnih in političnih ciljev. Seveda je pa moje počutje odvisno tudi od občutja ljudi, ki jih v Ljubljani srečujem. Če so po eni strani tisti, ki živijo v strogem centru Ljubljane, relativno zadovoljni, to nekakor ne velja za tiste, ki živijo zunaj ožjega mestnega obroča. Na zadnji seji Ljubljanskega mestnega odbora NSI smo zopet ugotavljali, da se po večini ljubljanskih četrteh v zadnjih letih ni naredilo nič, prav nič. Ostalo je samo kopica neizpolnjenih obljub strani župana in pred časom smo spet lahko brali, da se iz Ljubljane izseljujejo družine in to ni dobra napoved. Ampak optimizma mi ne zmanjka, čez dobri 2 leti bomo imeli zopet priložnost, da bo izbira župana preudarnejša. Vsekakor je bila moja kandidatura za županjo v zadnjem času oziroma v tem letu uspešna, tako da seveda je v mislih tudi to, vendar pa do takrat meni osebno, pa tudi ostalim morebitnim kandidatom ostaja še nekaj časa. Hvala tudi vam.